Pravijo namreč, da je smeh pol zdravja in znanstvena dognanja to še kako potrjujejo. No, letos se bo tako v Sloveniji zgodil že drugi strokovni kongres smeha. V Mariboru pa bo potekalo tudi prvo slovensko tekmovanje v smehu. Zveni smešno? No, čeprav se bo veliko smejalo, bo šlo vendarle zelo zares. Več o tem pa Simona Krevc. Simona, dobro jutro. Dobro jutro. Sami se ukvarjate z jogo smeha. V naših oddajah smo vas že videli tudi v vaši skupini, kjer se tovrstne vaje izvajajo, če jim tako rečemo. V čem je sploh pomen smeha? Radi se smejimo, dobro se počutimo, ko se smejimo. Kaj se v nas dogaja, ko se smejimo? Ja, dejansko, kadarkoli se smejemo, se začnejo sproščati hormoni sreče, znižujejo se stresni hormoni, potem smeh vpliva tudi na krvni pritisk, to je vse znanstveno dognano, je naravni antidepresiv, smeh je tudi telovadba, kajti 1 minuta smeha je kot 10 minut aerobne vadbe. Skratka, s pomočjo smeha se začnejo v našem telesu dogajati številne spremembe, ki vplivajo na naše dobro počutje. Če se veliko smejimo, nas celo včasih tako malo boli, ne? Tukaj in trebuh. Tako da nekaj že funkcionira. Ja. Kot rečeno, številne aktivnosti letos, pa najprej se dotakniva ene, ki je en tak velik uspeh, lahko rečemo, tudi Mednarodni inštitut za smeh ste ustanovili. Kakšen je njegov pomen, kakšen je njegov namen? Skratka, glede na preteklo delo in na vse te znanstvene raziskave, ki smo jih skupaj z kolegi začeli preteklo leto, je prišla pobuda, da ustanovimo eno zelo resno stvar glede smeha, to je Mednarodni inštitut za smeh Maribor, ki ima cilj in nalogo in vizijo promovirati smeh ne samo kot eno smejanje brez znanstvenih temeljev, ampak spromovirati oziroma delati glede smeha na teh znanstvenih dognanjih. In cilj inštituta je tudi to, da bomo začeli v Sloveniji čim več teh znanstvenih raziskav. Kdo pri tem vse sodeluje? Pri tem sodeluje docent dr. Špela Stangler-Herodeš, potem Nataša Potočnik-Dajčman, ki je specialistka pedopsihiatrije, zdravnica. Sodeluje potem delovna terapevtka Tjaša Čepon in številni drugi, ki so nekako začutili pomen smeha sploh za našo družbo. Lani ste že organizirali strokovni kongres smeha, letos bo že drugi. 11. maja se bo zgodil v Mariboru. Kaj vse bo možno na njem izvedeti? Lansko leto smo imeli nekakšen festival, ki ni bil toliko razdeljen na to stroko in pa za splošno populacijo oziroma za vse ostale. Letošnje leto smo pa ravno na podlagi lanskoletne izkušnje določili nove smernice, in sicer, da je nujno, da educiramo stroko, kar pomeni, začeli bomo z zdravstvom, in na tem kongresu, ki bo namenjen za strokovnjake, profesionalce v zdravstvu, kot so zdravniki, medicinske sestre, psihologi, delovni terapevti, da jim predstavimo pomen smeha za naše zdravje in pa na splošno sploh počutje. Tudi Rdeči noski bodo sodelovali. Zakaj zdravstveno osebje pripravi do tega, da se nasmehne, ker običajno so zdravniki tako malo dolgih obrazov? Ja, tukaj je ena zelo referenca, bom rekla temu, ne vem, če se spomnite, dr. Patch Adams je bil film, to so nekako ga imenujemo tudi kot začetnika klovnov zdravnikov, in ta zdravnik je tudi ustanovil kliniko Gesundheit, in način in pristop zdravljenja je popolnoma drugačen. Gre za celosten pristop in pa vključevanje isto smeha, plesa, igre, zabave kot tiste dodatne terapije za zdravje človeka. Strokovni kongres smeha, torej 11. maja, namenjen strokovni javnosti, medicinski javnosti ste omenili. Kaj pa običajni javnosti? Lahko pride vsakdo izvedeti o dobrodelnih ali pa dobrodejnih lastnostih smeha? Vsekakor. Dobrodošel je popolnoma vsak na tem strokovnem delu kongresa, ki bi želel pač sodelovati. Drugi del, ki ga pripravljamo, pa bo tudi nekoliko drugačen, in sicer pripravljamo to prvo slovensko tekmovanje v smehu, ki ga je začel Albert Nernberg iz Kanade in bo z nami tudi na tem in prav tako strokovnem kot večernem delu. In to tekmovanje bo pa potekalo za svetovno prvenstvo, ki ga bo ravno ta Albert organiziral leta 2013 nekje v Londonu, New Yorku. Skratka, to pa naj ostane še nekakšna skrivnost. O tem bova še kakšno rekla, še prej pa čas, da našim gledalkam in pa gledalcem tudi privoščimo nagradno igro.
Vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane tudi danes čaka na vas in 9,5 že čaka tudi na to, da jih odkrijemo. 090 93 60 32 je naša telefonska številka. Pod našo številčnico pa smo skrili predmete, za katere Indijanci pravijo, da lovijo ali pa ujamejo, nam pričarajo samo dobre in lepe sanje. Kaj je torej skritega pod našo številčnico, se sprašujemo. 090 93 60 32, naših 9,5 že čaka na vas, da jih seveda začnemo odpirati in ugotovimo, kaj neki bi lahko bilo skritega pod našo številčnico. Kot rečeno, nekaj, za kar Indijanci verjamejo, da ulovijo samo lepe in pa prijetne sanje. Lep pozdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Dobro jutro, Tatjana tukaj. Tatjana, pozdravljeni. Od 1 do 9 so številke na naši številčnici in katero odpiramo najprej? 5. 5. Iščemo torej predmete, ki nam prinašajo, vsaj tako Indijanci verjamejo, lepe in pa prijetne sanje. Kaj bi tole lahko bilo? A je to morda amulet? Je neke vrste amulet, ampak se mu čisto posebej nekako reče. Če so sanje in če Indijanci pravijo, da tale ulovi samo lepe sanje, kaj bi to lahko bilo? Tatjana? Ne vem, kako oni to rečejo temu. Kako bi se ponašali? Jaz vem, da imam amulet. Ampak žal tole ni pravilno odgovor, več sreče prihodnjič. Adijo. Nasvidenje bomo dali nekomu drugemu še priložnost. Kaj torej je skritega pod našo številčnico? Iščemo torej nekaj, za kar Indijanci verjamejo, da ujame samo lepe sanje, ki jih potem sanjamo, tiste slabe ali pa bolj take grozne, pa odžene stran. Kaj torej bi to lahko bilo? 090 93 60 32. Lep pozdrav komu? Je že kdo z nami? Halo, halo. Lep pozdrav. Dobro jutro. Dobro jutro, vaše ime? Martina. Martina, pozdravljeni. Katero polje odpiramo naslednje? Jaz vam svetujem kakšno dvojko ali pa trojko. Dvojko. Dvojko. Dobro, iščemo torej predmet, za katerega Indijanci verjamejo, da prinaša lepe sanje, da jih tako, ko plavajo okoli nas, ulovi. Kaj je to? Jaz bi rekla njihov nakit. Ne, ni nakit. Tudi nakit ni pravilno odgovor. Več sreče prihodnjič. Takole, medtem ko mi da čakava še na naslednjega, ki bo poklical in poskušal ugotoviti, kot rečeno, tekmovanje, prvo slovensko tekmovanje v smehu. Kaj se potem izbira na tekmovanju v smehu? Kakšen smeh naj bo oziroma na kakšen način naj bo ta smeh? Dejansko gre za tekmovanje, ki ima različne panoge in sicer zelo zabavne panoge. Naj omenim mogoče ta diabolov smeh ali hudičev smeh, potem prašičji smeh, smeh v četvorkah, v dvojicah. Skratka, najpomembnejše pa je to, da zmagovalec bo tisti, ki ga bo izbrala publika in ki bo uspel s svojim načinom smejanja nasmejati čim več ljudi. Tako, 11. maja, kot rečeno, vse skupaj poteka, takrat se vsekakor vidimo in že prej tudi vas bomo kaj povabili v studio, da se skupaj nasmehnemo. Samo razkrijemo še preostanek številčnice, da ugotovimo, kaj je nekaj skritega pod našimi 9 polji bilo, namreč lovilec sanj se reče tejle zadevici. Več sreče torej vsem, ki niste danes imeli prihodnjič, bo vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane zaenkrat kar lepo ostal pri nas.